pozdravljeni, moje ime je Alma in danes vas bomo popeljala do najvišje točke v živalskem vrtu. Obiskali bomo Rudolfa, pa pojdimo. Severni jeleni živijo v velikih nomadskih čredah okoli severnega tečajnika na območju borealnih gozdov. V času zime se lahko združujejo v velike črede, ki štejejo tudi do 100.000 osebkov. Če jih pogledamo, vidimo, da imajo rogovje vsi, tako samci kot samice. Kako pa to? To so edini predstavniki jelenov, kjer imata rogovje tako samec kot samica. Seveda je pri samicah manjše in manj razvejano, bolj enostavno. Glede na njihovo maso telesa imajo severni jeleni največje rogovje med vsemi jeleni. Samcem rogovje odpade takoj po koncu parjenja, pozno jeseni, samicam pa šele spomladi, saj si pozimi z njimi pomagajo kopati hrano izpod debele snežne odeje. Pri hranjenju so zelo izbirčni, najraje imajo mehke popke in mlade liste. V času zimskega pomanjkanja pa se zadovoljijo celo z lišaji, mahovi in pa kakšno suho travo izpod snega. Severni jeleni so pomemben vir hrane za medvede in volkove. Najverjetneje so bili severni jeleni prvi parkljarji, ki jih je človek udomačil pred približno 30.000 leti. Udomačene vrste severnih jelenov so pomemben vir mesa, krzna in rogovja. Kako pa so prilagojeni na mrzle zimske dni? V celoti so preraščeni z dlako. Dlaka jim raste celo po smrčku in med parklji. Njihovi parklji so široki, tako da se jim v globokem snegu ne udira. Imajo kratke repe in kratke uhlje, saj bi jim dolg rep in veliki uhlji v mrzlih zimah lahko kaj hitro pomrznili. Tako kot medvedi, volkovi in risi, tudi njim pred zimo zraste gosta podlaka in resasta nadlaka, ki kožuhu daje barvo. Zrak ujet med dlake je dober toplotni izolator. Izolacija je tako dobra, da se sneg na njihovem hrbtu ne tali. Sedaj veš, kaj radi jedo in zakaj se jim v globokem snegu ne udira. Zakaj se jim sneg na hrbtu ne topi in ali imata rogovje tako samec kot samica. Vabim te, da severnega jelena narišeš ter nam ga do konca januarja pošlješ po elektronski pošti na naročila@zoo.si. Izmed vseh prispelih bomo izžrebali 3 nagrajence, katerim bomo podarili vstopnico za enkratni obisk Zoo Ljubljana.